Živijo v novem vlogu. Danes že nadaljujemo pot, ura je malo pred 11, kar je kar hiter, zato ker smo včeraj šli kar pozno spat. Danes smo se pa poslovili in da sta šla naprej proti severu in pa proti jugu. Ja, danes gremo zdaj do jezera Van, verjetno tudi prav do mesta Van. Tam bomo šli mogoče v eno hišo, ki je v bistvu kar zavetišče za vanjske mačke. To so take luškane bele mačke, ki imajo en oč moder, en pa zelen, ne? No pa mislim, da so to celo edine mačke, ki plavajo. Vanjske mačke so avtohtona vrsta domačih mačk, ki izvira iz področja jezera Van. Večina je popolnoma ali pa skoraj v celoti belih, znane pa so predvsem po zelo lepih očeh. Le-te so lahko rumene ali modre, nekatere pa imajo celo očesi različne barve. Zanimivo je tudi to, da so to edine mačke na svetu, ki naj bi dejansko uživale v plavanju. Jezero Van je največje jezero v Turčiji, dolgo kar 120 km. Je slano jezero ognjeniškega izvora brez iztoka, vodo pa dobiva iz številnih majhnih pritokov izvirujočih v okoliških gorah. Na liter vode vsebuje približno 23 gramov soli in je zelo bazično. Zato je voda iz jezera primerna za pranje oblačil in ni potrebe po dodatnem detergentu. Že nadaljujemo pot ob jezero Van, zjutraj smo še malo vodo potipali, Šnovka se je malo kopala, ampak ja, v bistvu bi ostali tukaj še en dan, najverjetneje na mestu, ampak so nama zjutraj policaji ob 7 zjutraj trkali. Pol sedmih. Sicer so bili res zelo prijazni, povedali, da so dobrodošli v Turčiji in vse, ampak so nama rekli, da morava od tukaj danes iti, zaradi tega, ker tukaj ni varno, ker je to območje terorističnih napadov. Zato se zdaj naprej peljava, sicer mi da se načeloma ne bojiva in bi še ostala en dan, ampak najbrž policaji ne bi bili preveč navdušeni, če bi jutri zjutraj še vedno tam bila. Ja, v vzhodni Turčiji imajo malo problema v zadnjih letih, zaradi tega, ker predvsem bolj na jugu pri meji s Sirijo, zato ker veliko teh iz islamske države iz Sirije prihaja, oziroma iz tega ISIS-a. In zato je kar nekaj terorističnih napadov bilo v zadnjih letih v Turčiji. Drug problem je pa, da je veliko Kurdov v Turčiji, koliko že? 15 milijonov od 80 milijonov, kar je skoraj 20%. Sicer oni temu rečejo manjšina, ampak ja, ni raven manjšina, no. In jim pač ne priznavajo nobenih pravic, kar seveda Kurdom ni všeč, in se pač proti temu borijo. Sicer zadnje leta se malo izboljšuje to, imajo tudi nek svoj radio, pa njihov jezik se lahko uči v šolah, ampak še zmeraj pač oni se v bistvu hočejo cepati, in tudi na tem območju
območju se pojavljajo ugrabitve tujcev, tako da ja, ni ful varno območje. Vzhodna Turčija zdaj nekaj ekstra grozen ni, ampak ja, očitno ne moramo danes tle ostati. Pa tudi ob Siriji verjetno ne bova bivakirala več njih. Je pa drugače danes še bolj beden dan, zato ker sem si jaz uspela na Ravnem iz čiste štoravosti malo bežen zvit. Tako da zdaj malo šepam in sem mislila iti tle z eno ladico do enega jezera, oziroma ne do enega otoka, ampak zdaj ne bo več tako, da bi mogla nekaj hoditi, pa tudi tako ni zdel nekaj ekstra, no, tako da se zgolj ne sekirava, ampak ja, ni bih najbolj se dan začel. Drugače pa tudi tukaj na cesti so prej pozabila povedati, na ene 20-30 km so kontrole prometa, oziroma prometa bolj gledajo pasoše, pa za begunce pa tako. Ampak to niso kontrole, tako kot pri nas, ko avto stoji ob cesti, policijski pa te ustavijo. To imajo res v sredini ceste orang barikado, trajno, z vrečami naložen okrog, tako da je kar toliko neprebojno. Kontrole so v bistvu vojska, niti ni policija. Sicer so res vsi prijazni, pogledajo pasoš, večinoma, v bistvu so nama na prvi zdaj pogledali pasoš, večinoma samo vprašajo, iz kje sva, kam greva in nama rečejo, da super in da lahko greva naprej. Ampak ja, očitno tele kar resno jemljajo te zadeve. Smo na poti naprej, danes gremo do reke Tigris, kjer je eno staro mesto bilo iz Mezopotamije, ampak žal so na tej reki Tigris zgradili en jez in ga je poplavili. Kljub temu, da so zelo protestirali, se vse en jez zgradil in zdaj je to mesto kompletno pod vodo. En del nekih arheoloških ostankov, nekih stavb so sicer preselili v novo mesto, ki so ga zraven zgradili za ljudi, ki so v starem mestu živeli in so mogli tudi njih preseliti. Ampak ja, je pa izgubili s tem praktično vso zanimivost, ker zdaj tam v novem mestu so pa neke stare arheološke stvari samo razstavljene. Tako da v bistvu bo še videla, če se bo sploh šla to pogledat. Bomo pa tam v bližini tega mesta v vsakem primeru prespali. Nas je pa drugače včeraj ful presenetila visoka temperatura, ko smo sem prišli, sicer smo naredili 200 km, očitno smo se precej spustili, ampak nismo pričakovala, da bova iz zime prišla spet nazaj v poletje. Vmes je bilo res že kar hladno, tudi ne vem, 10 stopinj čez dan, tako da smo mogli tudi kuriti zvečer. Zdaj pa je spet skoraj 30, tako da kar fino, da se spet malo topli. Spet v kratkih rokavih in kratkih hlačah, prav poletno.
Danes praznujemo 2 leti, odkar smo šli od doma, tako da sva si že privoščila za zajtrk eno oranj poslastico in se že veseliva, da bova začela jesti. Sva odprla šampanjc in nazdravila na teli 2 leti. Zraven sva si še jagode s čokolado privoščila, tako da res danes je kar dobro praznovanje. Predvsem jeva že cel dan, no. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.